Govorimo torej o posebnem zakonu, ki odgovarja na vprašanje, kako čim bolj učinkovito pripraviti vstop stanovalcev in stanovalk v domovih za starejše v nov sistem dolgotrajne oskrbe, istočasno pa tudi rešuje problem skrbništev. Vemo, da je kar nekaj oseb trenutno v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, torej, da bi tudi oni vstopili v sistem. To s tem zakonom rešujemo, predvsem z namenom, ker je seveda čisto vsem v interesu, da se ta prevedba zgodi, ker predvsem za stanovalke in za stanovalce pomeni nižje položnice bivanja v domu. Vsi vemo, da po obstoječem sistemu stanovalci plačujejo tako oskrbo in nastanitev, po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, in ko bodo prevedeni v sistem, pa bodo od 1.12. na položnici imeli samo strošek namestitve, ki bo enaka, ne glede na to, koliko oskrbe potrebuješ. Izhodiščne cene in informativne cene po domovih za dolgotrajno oskrbo so objavljene na spletni strani Ministrstva za solidarno prihodnost, tako da si te cene lahko tam ogledate. Na voljo pa ostaja tudi klicni center 114, kjer so svetovalke in svetovalci na voljo, da pomagajo ali pravilno izpolniti kalkulator ali nuditi bilo katero drugo informacijo vezano na dolgotrajno oskrbo.